Dobrodošli v oddaji I am Young, mladost brez meja, v kateri vsak teden predstavljamo vrhunske slovenske mlade liderje in liderke. Danes je z nami Nina Klemenčič. Nina, dobrodošla. Hvala. Nina je po izobrazbi pravnica, je pa tudi raziskovalka in bodoča magistrica kognitivnih znanosti. Nina, drži? Tako je, bravo. Začniva ta pogovor malenkost drugače, kot je to običajno. Povej mi 3 stvari, ki jih ljudje morajo vedeti o tebi. Ojoj, morajo. Mogoče bom začela z eno, ki jo itak tako ali tako zelo hitro ugotovijo, in to jaz sem dosti glasna. Ponavadi zelo optimistična, pozitivna, do neke mere mogoče celo malo preveč, pogumna pa radovedna. Pač mene vedno vodi radovednost in neka vprašanja, kaj pa ti bo to koristilo ali pa kaj pa potem misliš s tem. Na ta vprašanja jaz nimam odgovora, ker me res ta radovednost nekako pelje skozi pot življenja. Ja, ko se človek pripravlja na pogovor s tabo in gleda karierno pot, je jasno, da imaš mnoge interese. Me pa zanima, če bi mogla izbrati do sedaj eno točko na tvoji karierni poti, ki te je najbolj definirala oziroma usmerila tvojo pot. Katero bi izbrala? Ja, mogoče, ko sem bila znotraj moje zaposlitve na Celtri, sem bila del enih takih, mi smo temu rekli one-on-one book club, v resnici je bilo pa neko mentorstvo znotraj podjetja, ki sva ga imeli jaz pa CFO, se pravi vodja financ v podjetju. In to mentorstvo je bilo namenjeno ženskam, na način, kako jim pomagati biti boljše liderke, kako bolj izhajati iz sebe, biti bolj avtentične, nekako graditi na svojih prednostih, imeti več samozavesti, več energije, pač take tematike. In noter so bili tudi pogovori tako dosti psihološki, kako delujemo, zakaj se odločamo tako, kot se odločamo, kako se ženske drugače odločajo kot moški, česa nas je v resnici strah. In takrat sem se ponovno spomnila, se mi zdi, da že od nekdaj imam to radovednost glede tega, kako možgani delujejo, kaj nas naredi take, kot smo, v bistvu čemu sledimo, ko se odločamo, sledimo nekim racionalnim stvarem ali svojemu srcu ali nekemu občutku od znotraj, intuiciji. In takrat me je pol to še bolj potegnilo, cela ta nevroznanost, psihologija, malo tudi filozofija, pa v bistvu ta odnos med možgani pa srcem, kaj prevlada. Tudi pri sebi sem videla, da se jaz odločam dostikrat za ostale ljudi ful neracionalno, da določene priložnosti, ki se njim zdijo zelo oportunistične ali pa pametne, smotrne, mene sploh ne ganejo, zaradi tega, ker mi nekaj noter reče, da to pa ni zame. In se mi je zdelo to ful zanimivo in potem sem se odločila, da hočem še malo več o tem vedeti. Želim pa tudi, predvsem v zadnjem času, da več ljudi vsaj začne razmišljati o tem, ker se mi zdi, da pogosto stremimo k nekim ciljem, ki smo si jih postavili mogoče zelo mladi, ali pa smo jih prevzeli od nekih drugih ljudi, ki so nam mogoče zgled, pa ne vemo niti v celoti, kakšni ti ljudje so. In potem, ko te cilje dosežemo, nimamo nekega zadovoljstva, nismo tako srečni, kot smo mislili, da bi lahko bili. In se mi zdi, da je pametno, da se vprašamo, od kje sploh te cilji, kaj te vodi, a te vodijo samo možgani, a te vodi še kaj drugega, pa mogoče, da malo uravnotežimo. To jaz ne rečem, da možgani nimajo prostora, ampak se mi zdi, da je dobro, da zraven damo še srce. Torej si dokaj zgodaj v tvoji karieri ugotovila, da nekako strikten poklic pravnice mogoče ni najbolj zate. Me pa zanima, te ni bilo nič strah v bistvu iti iz pravnice, ki je načeloma dober poklic, dobro plačan poklic, v nekaj popolnoma neznanega, bomo temu rekli, z vidika tega, da nisi imela te izobrazbe takrat? Ja, zelo dobro vprašanje. Jaz mislim, še celo spomnim se, dosti mojih sošolcev takrat je mislili po moje, da se je meni malo zmešalo. Zaradi tega, ker meni je šlo dosti dobro na tem pravu. Meni dejansko mi ni bil niti faks toliko naporen kot mogoče komu drugemu. Relativno z dosti malo truda sem imela dosti dobre rezultate in res bi lahko pač gradila naprej to pot, bi prišla do neke točke. Navzven se je zdelo ful narobe ali pa nespametno, da to kar pustiš in greš nekaj novega. Jaz sem poskusila, se mi zdi, da sem bila v eni odvetniški pisarni 17 dni,
ful hvaležna za izkušnjo, ful v redu ljudje. Sem tudi vesela, da sem to vsaj probala, zato da vem, ker zame malo ne deluje to, da prebereš ali pa ti nekdo drug poje, jaz moram to sama doživeti in začutiti, da mogoče pa to ni zame. In ko sem jaz to enkrat začutila, meni moj telo ni pustil, da bi to nadaljevala. In jaz pa, ne vem, nočem iti proti sebi, se mi zdi, da pa ljudje zbolimo ali pa postanemo nezadovoljni, mogoče zamorjeni. Se mi zdi, da je to tudi na nek način pot v ta burnout, da če ti res delaš na stvarih, glede katerih ti veliko stane, pa so ti smiselne, pa te osmišljajo, ne vem, če lahko res burnoutaš, zaradi tega, ker tudi ne boš, se mi zdi, da dobivaš neko dodatno energijo, ki je ne dobivaš, če delaš nekaj, kar ni mogoče tvoja pot. Prav vidi se, kako si strastna glede te teme. Strastna si pa tudi do potovanj. Obiskala si več kot 100 držav. Povej mi, kaj so te vsa ta potovanja naučila o ljudeh? Pa če lahko recimo izpostaviš 3 glavne stvari, ki si jih odnesla o ljudeh iz teh potovanj. Ja, potovanja so v bistvu po mojem še ena taka plat te moje radovednosti. In na koncu ne rabiš niti iti v 100 držav. Zelo hitro vidiš, da ljudje delujemo zelo podobno, da si želimo istih stvari, da čist znotraj smo vsi enaki, vsi bi vse naredili za svojo družino, vsi si želimo biti srečni. Načinov, kako pridemo do te sreče, oziroma kaj za nas ta prava pot do tega, je pa ogromno. In naučiš se, da je v bistvu brez veze obsojati, da je brez veze dokazovati, da je tvoja pot prava ali pa tvoj način življenja, tvoja kultura, tvoja religija, tvoja resnica, da je to boljša kot od nekoga drugega. Še ena stvar, ki sem jo zelo hitro opazila, je, da v bistvu sreča ni v materialnih stvareh. To takoj, ko greš v neko Azijo ali pa Afriko, vidiš, da ljudje imajo mnogo manj kot mi, pa so dosti bolj srečni, manj je depresije, manj je anksioznosti, manj je nekih teh. Razumem, da so seveda v nekem bolj preživetvenem načinu delovanja, ampak vidiš neko srečo pa neko hvaležnost, na katero smo mi čist pozabili. Se mi zdi, da v današnjem svetu je to kar izziv. To so verjetno lekcije, ki jih težko doživiš, če ne potuješ. Ja, jaz sem to res verjela, da je to edini način, da potuješ. Potem je pa nekdo na Dunaju rekel, kaj sem rekla, da sem zelo hvaležna, da sem toliko potovala in da čist drugače gledam na svet. Potem je pa rekel, ali pa če bereš zelo različne knjige iz različnih delov sveta, ali pa če se družiš z ljudmi, ki so tudi ogromno potovali. Tako da dopuščam tudi ostale načine. Se mi zdi, da če si sploh tip človeka, ki lahko se učiš iz izkušenj ali pa skozi zgodbe drugih ljudi, se mi zdi, da pol je to super. Absolutno sem pa tudi velik pristaš in fan branja. Tako da se mi zdi, da če red bereš, lahko mnogo različnih svetov odkriješ, lahko tudi kakšne fantazijske, ki ne obstajajo. In mogoče je tudi to dobro, da vidimo, da stvari so lahko tudi samo dobre, pa samo lepe, ker to pozabljamo. Očitno je, da ti je delovanje ljudi izjemno zanimiva tema. Je tudi to eden izmed razlogov, zakaj si se odločila, če lahko tako rečem, da greš nazaj v šolo, študirati kognitivne znanosti? Ja, absolutno. Zelo dobra opazka. Meni je fascinantno opazovati ljudi, kaj jih v bistvu na podlagi česa delujejo, kako delujejo, kaj jih ovira pri tem, da bi bili bolj srečni. In na nek način si želim tudi mogoče pomagati ljudem, ki imajo čisto vse sestavine, da bi se imeli res lahko dobro, ampak imajo neke prepreke. Zdaj lahko je to neka izgorelost, lahko so to neke psihične ovire, lahko so to neka prepričanja, da pač je vse slabo. Ali pa enostavno ta občutek, da si sam v svetu ali pa da so vsi proti tebi obrnjeni in hočem nekako tudi s svojim zgledom, pa tudi mogoče s kakšnimi znanstvenimi raziskavami dokazati, da si sami ustvarjamo realnost, pa da v bistvu lahko vse en dan odločiš in si ustvariš boljši svet. Bila si tudi čemu top potencial. Če bi lahko svetovala nekomu, kako iz potenciala preiti v liderja, liderko, kakšen bi bil ta nasvet? Wow, super vprašanje. Pogumno, s srcem, pa mogoče tudi z radovednostjo.
Velikokrat mene je določen del življenja od 20 dost bremenila ta beseda potencial. Ker če te nekdo postavi, da ti si pa res da imaš ogromno potenciala in vsi samo pričakujejo od tebe, kaj vse od tebe bo, in zelo hitro pol ti izgubiš to svoje srce ali pa ta svoj zakaj, to svojo radovednost, kam tebe zares vleče, ker imaš toliko drugih ljudi, ki ti govorijo, pač kaj bi tvoj potencial, v čem bi se mogel zmaterializirati. Tako da, ja, meni se zdi zelo pomembno, da greš pogumno, avtentično, se pravi, s svojim srcem, po svoji poti in da zaupaš vase. Super, Sveti. Ja. Super, Sveti. Nina, zaenkrat hvala, mi se vrnemo po kratkem premoru. Dobrodošli nazaj v oddaji I Am Young, Mladost brez meja. Z mano je Nina Klemenčič, ki je s sabo v studio pripeljala zanimivo gostjo, pa bom kar Nini predal besedo, da nam gostjo predstavi. Ja, jaz sem s sabo pripeljala Tejo, s katero sodelujemo na projektu Enso Heart, ki je meni zelo blizu srca. Bom kar dala tej besedo. A da se sama predstavim? Ja, prosim. Moj bog. Torej, kaj jaz sem, ne? Trenutno imam naziv, ki sem si ga dala kar sama, in to je Enso mentorica. Vezano na naš projekt je to mentor, ki te nekako vodi čez te naše storitve, individualno v skupini, na delavnicah in tako naprej. Gre pa v bistvu za neko mešanico psihoterapije in coachinga. Tako, tak most med tema dvema. Zakaj sem si to zmislila? Zato, ker rabim delati stvari po svoje, pa ker sem nekako študirala psihoterapijo in sem želela narediti nekaj drugačnega, nekaj, kar je mogoče malo bolj usmerjeno v ta trenutek, v akcijo, v to, da se dela s tem, kar je prisotno, ne toliko kopanje po travmah, ampak mogoče bolj tisto, kar lahko naredimo zdaj v tem trenutku. Zelo zanimivo se sliši. Mogoče za začetek me zanima, zakaj si se odločila za študij psihoterapije? Kje je ta razlog? Razlog je bil, da sem odraščala z očetom, ki je psihiater, in že od majhnega sem vedela, da me zanimajo ljudje, da me zanima psiha, da si želim raziskovati te senčne plati človeške narave. Tudi sama pri sebi sem se metala v različne situacije, že kot mlada, da sem raziskvala, kaj vse je lahko v človeku skritega in kako v bistvu iz te teme prideti kot Feniks v neko novo podobo. Tako da zato. Iz prakse imaš zagotovo že veliko izkušenj. Kaj bi rekla, da je v Sloveniji poglavitne težave duševnega zdravja? S čim se ljudje najbolj borijo? Trenutno bi rekla izgorelost pa osamljenost. To sta dve taki ključni, osamljenost in izgorelost, zraven nosta tudi anksioznost, seveda pa depresijo, ne? Ampak ja, pri nas se najbolj taki ljudje pridejo po podporo. No? Nina, ti smo omenili, študiraš kognitivno znanost, kar seveda ni enako kot psihoterapija, pa vendar verjamem, da ti je to področje blizu. Kako ti spremljaš prakso, ki jo vodi Teja? Ja, mene je od prvega trenutka naprej zelo potegnili, točno zaradi tega, ker so proaktivni, ker so obrnjeni v to, kako iz tega, kar imaš, narediti najboljši in kako poskrbeti, da bo jutri boljši kot danes. Je pa tako, da vse, kar znanost zdaj počasi dokazuje, je mogoče psihoterapija ali pa tudi kakšne vzhodne tradicije so že delali prej in so povezuje vse to skupaj. Nekaj toliko preprostega, kot je poslušanje lastnega srca, ki v bistvu ga doživimo že takoj, ko smo kot zarodek ali pa plod v maternici, ki to tudi kot odrasla oseba počneš. Jaz, ko sem to prvič izkusila v bistvu s Tejo, jaz sem vedela, da bo to nekaj velikega in da to lahko marsikomu pomaga. Psihologija pa je del v bistvu te kognitivne znanosti. Jaz sem tudi za svojo magistrsko nalogo izbrala preučevanje točno tega, kako lahko srčna koherenca in naprimer poslušanje svojega srca prek aplikacije, ki smo jo razvili v podjetju, kako lahko to pozitivno vpliva na možgane in na ta omrežja, na naš avtomatizem. Se pravi, če imaš ti neke negativne vzorce, ki jih hočeš razkrhati ali pa mogoče uničiti, spremeniti, kako lahko to pospešaš ali pa izboljšaš, poslušaš svoje srce. Teja, tole poslušanje srca mi zveni izjemno zanimivo. Ja.
Kot je Nina omenila, tukaj ne gre za dobesedno poslušanje svojega srca, ali pač dobesedno. Dobesedno. Torej, kaj nam srce pove? Vsako kaj drugače, ampak sam utrip deluje avtohipnotično. Se pravi, ta ritem, konstanten, ki je, tudi če ni kot metronom in ne bije ponavadi ves čas v istem ritmu, deluje pomirjujoče. Deluje tudi kot nek, kako bi rekla, v trenutku si v stiku s svojim telesom. Ti slišiš svoje srce, slišiš svoje telo. Srce je tisti organ, ki je središče vsega, ki povezuje vse ostale organe, ki se pogovarja z možgani. Iz srca izhaja tudi celo človeško bitje, ne? Srce je prvi organ, ki izraste v maminem trebuščku. Tako da zato je poslušati srce, kot da poslušaš celo svoje telo. In to nas potem nekako pomirja. In kakšne pa izzive lahko s tem rešujemo, recimo? Mislim, trenutno je izziv pozornost pa ustavljati se, ne? Se pravi, mi smo zdaj v svetu, kjer ni dolg časa, kjer smo bombardirani z informacijami vsak dan, to je itak zdaj tako. To vsi rečemo, ampak neko zavedanje, koliko je to slabo za telo, za čustva, za delovanje, za kognitivne funkcije, tega zavedanja pa ni, ne? In v bistvu Enso in srčni utrip vrača v pozornost nazaj, v ustavljanje, konkretno. Ne, se pravi, če imamo čuječnost pa meditacijo, imamo biofeedback, imamo razne, ne vem, melodične terapije in tako naprej. Enso vse to združuje v enem. Ravno s tem, ker je ritem, ker je biofeedback, ker dejansko imaš takoj feedback, kaj se v telesu dogaja, glede na to, kako se srce odziva in tako, no. Tako kot meni se zdi, da zdaj res živimo v svetu, ki non-stop nekoga poslušamo. Ali poslušaš glasbo, ali poslušaš starše, šefa, podcaste, neke strokovnjake, vedno ti nekdo drug govori. Ko pa si ti vzameš ta trenutek, da poslušaš svoje lastno srce, je pa to hkrati pauza od tega vsega ostalega hrupa in imaš ti čas sebe začutiti, priložnost se vprašati, a je to sploh vse, kar ostali hoče od mene, to, kar jaz hočem. Hkrati pa ta srce v bistvu je glavni vir interocepcije in to recimo kognitivni znanstveniki že dolgo časa preučujejo, če imaš ti pomanjkanje interocepcije, to pomeni pomanjkanje zavedanja svojih ali notranjih organov, delovanja telesa ali karkoli, se pa lahko razvijajo različne bolezni. Ne vem, v našem laboratoriju smo raziskovali veliko anoreksijo ali pa prehrambene motnje, ker pač je to v bistvu razmak med tem, kako ti čutiš tvoje telo, pa kje res si. Tako da se mi zdi, za ogromno enih posameznikov je ta terapija ne samo priporočljiva, ampak mogoče nujna. Teja, kot Enso mentorica. V poslovnem svetu pogosto govorimo o napakah in kako se iz napak učimo in gradimo na njih. Zdaj v svetu, bom rekel, terapij, so vseeno napake verjetno manj sprejemljive. Ampak vseeno, kako se soočate z napakami kot terapevti? Misliš v smislu, da mi naredimo napako? Tako, svojimi napakami. Verjetno se pojavijo od časa do časa. V delu? Tako. Ja, seveda, mislim, mi smo popolni, a ne smo ljudje, ampak mislim, da ravno priznanje napake, prevzemanje odgovornosti in pokazati klientu, da si tudi ti človek, mislim, da je to ta del, ki klient pač začuti povezanost v bistvu prek tega, ne? Ker začuti, wow, on je tudi človek, on tudi naredi napako. Se pravi, se neka vez med dvema človekama, ki oba delata napake, utrdi. Ne pa, da bi te potem, recimo, klient, ja, kako se pa ti zdaj to nisi vedela, ne. Tisti, ki je pristen stik, je to v bistvu še lahko dober. Ja. Veš, kaj me še zanima? Tale prehod iz šolanja v prakso in dejansko pomoč ljudem. Kdaj si ti vedela, da si pripravljena, bom rekel, zapreti v prakso in dejansko pomagati ljudem? V bistvu sem imela privilegij, da sem pri očetu v ambulanti spremljala njegovo delo, tako da sem recimo bila po 6 ur na dan z njim, z njegovimi klienti kot opazovalka in sem spremljala te procese, si zapisovala, vmes pač razmišljala, kako bi jaz odreagirala, kaj bi jaz vprašala, kako bi jaz peljala pogovor in mislim, da po kakšnem letu sem pol začutila, ok, zdaj bi pa jaz tudi sama to probala in od takrat v bistvu delam po svoje, ampak
očitno dober zaenkrat. Noben me še ni tožil. Odlično, me veseli. Nina, kako ti gledaš na inovativne metode? Napredek je nujen na vseh področjih, predvidevam. Kako pa ti gledaš na to inovativno metodo konkretno? Ja, jaz generalno obožujem inovativnost, nove tehnologije. Že ko sem bila mlajša, sem vedno neke gadžete si kupovala in takrat to je bilo ful čuden, ker pač vse punčke so si kupovale obleke ali pa čevlje ali nekaj, sem pa skozi neke te tehnološke stvari nosila domov in je bilo pač to dosti tako zanimivo. In tudi, ko smo začeli z Ensom, pač jaz sem dejansko, ko smo se pogovarjali o konkurenci oziroma kaj že na trgu, jaz sem skoraj vse že ne samo poznala, ampak sem kar že probala. Mogoče že imela in mene to res ful me to privlači. In to, kar tukaj delamo, oziroma ja, to, kar se zdaj dogaja znotraj Ensa, je meni noro veselje opazovati, biti del tega, zaradi tega, ker ni samo to nek tehnološki napredek, tako kot mnogo katero podjetje v bistvu razvija in inovira in iterira iz ene verzije v drugo. Tukaj je razlika v tem, da se toliko enih stvari povezuje, tako kot sem rekla, zahod in vzhod. Zahodna znanost in vzhodne tradicije, ki že tisoče let delujejo, plus cela ekipa v bistvu deluje na isti frekvenci, ki je zelo srčna in cilj ni samo neka profitabilnost in čim prej prodati in čim več zaslužiti. In to se res čuti, tudi v razvoju produkta, zaradi tega, ker je na vsaki točki je glavno vprašanje, ok, ampak kako bo to končnemu uporabniku, kaj še lahko, tudi kad damo testirati ljudem, vsa vprašanja, ki jim postavimo, tudi mi, kad to testiramo, kako to, kar mi doživimo, pol uporabimo, da to še izboljšamo. Pač res je v čast pa v veselje biti del nečesa, kjer je vsaka naslednja verzija produkta absolutno boljša in to za končnega uporabnika. Me veseli, Nina. Pred nami je še en premor in se vrnemo v kratkem. Dobrodošli nazaj v oddaji I am Young, Mladost brez meja. V moji družbi sta Nina Klemenčič in Teja Kami. Teja, zaključili smo na posebni Enso tehniki. Prebral pa sem tudi, da veliko stavite na intuicijo in poslušanje intuicije. Zdaj me pa zanima, kako posameznik lahko sliši to svojo intuicijo, pa imaš mogoče kakšen primer, ki si jo ti slišala? Ja, zelo plastičen. Lahko kar začnem pri tem primeru. Odlično. Se pravi, jaz sem imela kar težave z hrano. Nisem znala dobro preceniti, koliko česa vnašati kdaj, oziroma ja, normalno. In sem začela testirati ta občutek v trebuščku. Torej, hrano, ki si zaželiš, si jo ponavadi zaželiš tlele gor v glavi. In tudi tle gor si zaželiš McDonald's, kaj mastanga, kaj tako, da se malo pocrklaš čokolado. Ja, poznam ta občutek. Poznaš, no? To. In veliko tega, ampak potem, ko pa v bistvu to poješ, se pa počutiš grozen, ne? In jaz sem zdaj začela trenirati, no, že nekaj časa nazaj, ta občutek, da intuitivno zaznam, a bo ta hrana dobra tudi kasneje. Ne, da to vem, saj racionalno vsi to vemo, ampak še zmeraj naredimo drugače, ne. Če pa se ti s pozornostjo usmeriš, pa probaš začutiti v telesu, kako bo ta hrana potem, ko jo bom jaz pojedla, delovala v mojem telesu, je pa to čisto nekaj drugega in se pol lažje odločiš za nekaj, kar bo pol dobro. Tako da to bi bil primer. In intuicija je ta občutek, gut feeling, rečejo v angleščini, ne? Da v bistvu ti zaupaš občutku. Ne rabiš niti racionalnih razlag, ampak dejansko samo, kaj jaz čutim, da je prav. Omenila si, da si ta občutek začela trenirati. Kako se da to natrenirati do te mere, da dejansko potem zaupaš temu občutku, da veš, da je to pravilna pot? Tako kot je Nina prej govorila, s pogumom in zaupanjem. Se pravi, zaupaš šele takrat, ko se ti parkrat posreči. Dejstvo. In parkrat se ti mora tudi ponesrečati, zato da se ti bo parkrat posrečal. Tako kot z vsemi stvarmi v življenju. Ne? Tako da na ta način se enako trenira intuicija, s tem, da s poslušanjem srca lahko malo hitreje pridemo do tega, da je ta glas intuicije bolj jasen. Zdaj, kako se ta glas kaže, ne? Ni vedno kot beseda ali pa slika, lahko je res samo občutek. Se pravi, ne vem, nekdo stopi v prostor in ti gre na živce in čutiš, da nekaj ni.
ne znaš si odgovoriti, zakaj ne, ampak čutiš, da nekaj ni in pa se ti bo čez par tednov pokazalo, aha, zato pa to pa to. Bi rekla, da se da na podlagi intuicije odločati tudi v poslovnem svetu, sprejemati poslovne odločitve? ENSO je zelo brutalen projekt, kar se tega tiče, zaradi tega, ker ne dovoljuje drugačnih odločitev kot z intuicijo. Torej, ko smo se mi odločali, se pravi, jaz nisem nikoli bila podjetnica, prej niti se nisem izobraževala o tem, sem pač dobila produkt, ne, in začela s tem delati nekaj. In dokler sem poslušala druge, dokler sem poslušala mentorje in se učila in v bistvu sledila nekemu toku, kako se stvari delajo, nam ni šlo. Ko sem začela poslušati pa intuicijo, pa občutek, pa v bistvu zaupala temu, da če bom jaz če bom jaz delovala v temu, kar jaz prodajam pri ENSO tu, se bo tudi ENSO kot projekt začel razvijati in točno to se zdaj dogaja. In vsi člani ekipe imajo isto odgovornost, torej vsi moramo poskrbeti, da mi delujemo v ENSO vibu, ker če tega ni, ENSO projekt ne gre naprej. Če pa je, se pa dogajajo magične stvari. Razumem. Tako. Nina, uporabljaš tudi ti intuicijo pri sprejemanju pomembnih odločitev? Imaš kakšen primer za nas? Ja, jaz mislim, da sem nesposobna sprejemati odločitve na drugačen način. Še takrat, ko se pol zavestno ustavim in hočem racionalno si to ali obrazložiti ali pa zanikati, nekako to nima veze za moje pojme. Jaz že od nekdaj, jaz če nekaj noter začutim, jaz vem, da to pač ali moram narediti ali ne smem narediti. Tudi ta interocepcija, ki sem prej govorila v telesu, se izraža tudi na to. Sploh se mi zdi intuicija za negativne stvari, za stvari, ki niso zate, ki ti niso namenjene, ki niso tvoja pot, ampak so mogoče od nekoga drugega in so za njega super koristne. Zate ti boš noter, boš začutil sam odpor, nek tako mrak se ti bo usedel na oči, tako dejansko noter začutiš, da to ni ne tvoja oseba, ne tvoj projekt, ne tvoja stvar. In jaz sem to nekako začutila, bom rekla, mogoče ja, v celem sklopu prava. Jaz sem začutila, da to niso moji ljudje, da to ni moja industrija, da to ni okolje, kjer jaz hočem biti. In sem zato pol tudi spremenila smer in šla nekam drugam. In vedno, ko pride do te točke, jaz enostavno vem, da če grem kontra intuiciji, da bom jaz bolela. Moj telo je res brutalen. Glede tega, pač jaz če predolg časa cincam, sploh ne, da bi se odločila kontra intuiciji, ampak že samo to, da nisem dovolj impulzivna, ker pač jaz po naravi sem kar zelo impulzivna, tisti, ki me poznajo. Če probam te svoje konje malo počasniti, jaz zbolim. Ali pa ja, dobim alergijo, ne vem, nisem ok. Razumem. Torej poznaš svoje telo. Poznam svoje telo in sem kot narček v rudniku, pridem v prostor in vidim, da to pa ne bo dobro in sem pripravljena iti kar domov. Pač brez, da niti komu lažem ali karkoli, ampak jaz sam vem, da to ni zame. In pa tudi neodločitev je odločitev. Neodločitev je absolutno odločitev. Tako, in če se predolg časa ne odločiš, bo telo pokazal, kakšna odločitev je to bila slaba. Ja. Zdaj pa se približujemo sklepnemu delu oddaje, zato imam za vaju nekaj hitrih vprašanj. Pa bom prosil, jaz bom postavil vprašanje, Teja najprej govoriš ti, potem pa Nina še ti in gremo dalje. Ste za? Ja. Absolutno. Super. Ena odločitev, ki ti je najbolj spremenila kariero? Odločitev. Ok, Nina? Poslušati sebe. Najboljši nasvet, ki si ga prejela? Bodi to, kar si. Zaupaj sebi. Kaj bi danes naredila drugače na začetku tvoje kariere? Ne bi šla na faks. Okay. Težko, v bistvu po mojem tudi ne bi rabila iti na moj prvi faks, ker sem zdaj že na drugem. Mogoče tudi ne bi šla na drugi faks, ker se da tudi na druge načine vse te stvari naučiti. Ampak hkrati sem pa tudi spoznala kakšne osebe, ki so mi zelo ljube, tako da ne, pogojno. To ni bilo na hitro zdaj. Ja, se vem, ampak ja, na hitro bi pa se strinjala, se kar pridružim. Ja. Kaj narediš, ko imaš slab dan? Jokam. Jaz pa ali grem teč, ali pa tudi jokam, ja. Odvisno od tega, ali pa boje naenkrat. Ok. Kaj loči dobre od vrhunskih liderjev? Vrhunski liderji skrbijo za celoto, ne samo za biznis.
Ja, jaz mislim, da dober lider si lahko tudi, če ne slediš nujno svojim notranjim vzgibom, ampak mogoče prevzameš od nekoga drugega idejo in jo pelješ. Vrhunski si pa lahko samo, če ti do te ideje res stane. Če je to res tvoja pot. Ja. Ena navada, ki ti najbolj pomaga pri uspehu. Povezovanje z naravo. Okay. Mogoče trma pa radovednost skupaj. Trma sta radovednost. Napaka, iz katere si se največ naučila. Zaupati drugim bolj kot sebi. Predolg časa vztrajati v stvarih, kar že začutim, da niso zame. Tako da še bolj biti impulzivna je rešitev. Kaj te danes najbolj žene naprej? Strast do življenja. Ja, zelo podobno v bistvu bi se lahko poistovetila. Pa zaupanje in upanje, da gremo skozi na boljše. Da bomo spremenili svet. Točno to. Čudovito. In še zadnja, kaj zate pomeni uspeh? Mislim, da sem uspešna pravzaprav že zdaj. Intenzivnost občutkov je zame uspeh. Torej, da imaš čim večjo barvno paleto občutkov in da v življenju si dovoliš situacije, kjer lahko vsi tvoji občutki zaživijo. Ja, najprej, da ugotoviš, kaj zares si želiš v življenju in od življenja, ti, ne vsi ostali okrog tebe, ki ti hočejo vplivati na te. Potem, da za tem ciljem greš in na koncu, da živiš življenje, ki si ga ti želel živeti. Odlične misli za zaključek oddaje, tako da bomo s tem kar končali. Nina, Teja, najlepša hvala za odličen pogovor. Mi, dragi gledalke in gledalci, pa se vidimo naslednji teden. Lep pozdrav.